Ko je Tinčkov oče zjutraj pogledal skozi okno, se je prijel za glavo. Kaj pa je? Je vprašala mama in tudi ona pokukala na cesto. Nista se začudila zaman. Čez noč je naneslo toliko snega, da so bile ceste in strehe na debelo pokrite snežno odejo. Pa prav danes, ko se pripelje na obisk teta Klavdija, to bo imel vlak zamude. Tako je rekel oče in zavrtel telefon, da bi na železniški postaji izvedel, kako je s to rečjo. Telefon molči. Kliče pošto, spet nič. Tedaj pa zasliši iz radija. Posebno obvestilo. Zaradi potrganih žic je prekinjena večina telefonskih zvez. Do večera so jih vendarle popravili, tako da je prišel tudi Tinček na svoj račun. Telefonska teta je pripovedovala pravljico o sneženem možu, ki je zakuril kres. Kot vsako leto je tudi letos prinesel sneg otrokom veliko veselja. Sankali so se, smučali, drsali, kepali in delali snežake. Jaz bom pa naredil največjega, se je hvalil Mirko. Držal je besedo. Do mraka je stal na dvorišču velik snežen mož. Ni pa bil samo velik. Bil je tudi najlepši izmed vseh, ki so jih ta dan naredili otroci. Ljudje, ki so si ga mimoidoč ogledovali z vseh strani, so hvalili. Ta, ki ga je naredil, bo gotovo umetnik, ko odraste. Mirko je prišel domov s premraženimi rokami, rdečim noskom in rdečimi uhlji. Glej ga, mama, ali ni lep moj sneženi mož? Lep, pa kako lep, pravi lepotec je in velikan, je rekla mama. Pripravila mu je vroč čaj, zraven pa je Mirko pomlatil velik kos kruha z maslom. Potem je smuknil v posteljo. V trenutku je zaspal. Pa ni spal mirno. V sanjah je zagledal svojega snežaka velikana, kako stopica po dvorišču sem in tja. Mane si roke in govori. Presneta reč, letošnja zima je pa huda, ne. Zeblo me pa ne bo. V gozd grem po drva in si zakurim. In je šel. Vrnil se je obložen z drvmi in si zakuril kres. Tedaj pa čop. Z vseh strani so prihajali snežaki. Majhni, veliki, suhci, debeluhci. Vse dvorišče jih je bilo na mah polno. Metle so odložili ob ograji, se posedli okrog ognja, se greli in kramljali. Kaj vse so si vedeli povedati. Kaj radi jedo in pijejo, da radi gledajo na televiziji risanke in nogometne tekme, da igrajo človek ne jezi se in včasih radi tudi kakšno zapojejo. Pa dajmo eno. Se zdaj oglasi Mirkov snežak in so začeli. Zima bila, vrh gori sedila, pa tako je pila, da bo Mirka vzela, ker on nič ne dela, ker onice ne uči, čakaj, Mirko, ti. Mirko je v sanjah stokal in se nemirno obračal v posteli. Zgoreli bodo. Kdo bo zgorel, Mirko, kdo? Ga je vprašal očka, ki je še bdel. Sneženi možje. Sanja se ti, sinko, sanja. Sneženim možem se ne bo zgodilo nič hudega. Tako lepo stojijo na dvorišču, kot so stali popoldne, ko ste jih naredili. Tudi tvoj, Mirko, tudi tvoj, ki je med vsemi največji in najlepši. Mirko je spet zaspal. Zdaj ni več sanjal. Očka pa, ki je bil pesnik in skladatelj, je rekel: Kaj, ko bi iz Mirkovih sanj nastala nova pesmica? Vzel je svinčnik in papir, se usedel h klavirju in napisal tole pesmico. Je videl, kdo je videl.